Tale oddaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na net, poslušaj reč nas, kaj je novega na svet. Od zdrave do vzgoje in malce politike, ljubezen, šport in kako boste bitke, kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skavti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je živeti, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira. Mladoskop. Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, in hvala za pozornost. Pozdravljam našo sogovornico, tokrat strokovno direktorico e-študentskega servisa, je strokovnjakinja za mlade in trg dela, doktorico Vesno Milošević Zupančič. Dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Mladi pa trg dela, vedno aktualne tematike, in zdaj z začetkom novega procesa znova smo vpeti v to vsakdanjost šole, izobraževanja. Med počitnicami vse to nekoliko zastane, izjema seveda študentsko počitniško delo, ampak s septembrom se pa znova zavrti to kolesje življenja, ne bom rekla časa. Zato ste seveda zelo dragoceni, z vašimi izkušnjami bova za izhodišče najprej vzeli generacijo Z. Zakaj je prav v tej generaciji vredno spregovoriti in kdo sodi vanjo? Generacija Z so današnji mladi, tisti, ki jih že srečujemo tudi na delovnih mestih, bodisi pri dijaškem, počitniškem, študentskem delu, bodisi na praksi, nekateri so tudi redno zaposleni. So pa to mladi rojeni nekje med leti 95-97 do 2012, sledi pa generacija Alfa, ki je pa še premlada, da bi vstopila na trg dela. Tako da jih tudi delodajalci že srečujejo, pa tudi seveda kot starši jih srečujete doma, ne? Tako da ja, so nekoliko drugačni, kot seveda vsaka generacija. Tukaj bi mogoče začela z enim citatom od Sokrata, dejansko že 2500 let nazaj je rekel: ta današnja mladina, kako so nevzgojeni, ne spoštujejo avtoritete, ne upoštevajo starejših, a ne? In to je dejansko vsaka generacija mečkeno starejših reče o mladih: kakšni so pa današnji mladi, a ne? To ni nič kaj novega. Hkrati pa neko generacijo, pač kot neko kohorto ljudi oblikuje to, da odraščajo v nekem istem obdobju v zgodovini, a ne? In pač seveda so nekoliko drugačni. Ta generacija je tako rekoč rojena s telefoni v rokah. Oni niso rabili tu knjižnico, 3 dni počakati, si zapisati, fotokopirati, na roke pripisovati informacije, ampak jih imajo tukaj in zdaj. In včasih jim kdo od starejših očita: kako so neučakani, vse hočejo takoj. Ja, ker je v njihovem času to dostopno in normalno, ne? Tako da z vidika trga dela, kjer pa je situacija bistveno drugačna, kot je bila, ko je na primer prejšnja generacija, tako imenovanih milenijcev, generacija Y, vstopala na trg dela, pa si lahko ponekod privoščijo biti tako rekoč malo bolj izbirčni, zato ker je nekoliko vsekakor več ponudb za delo, kot jih je bilo recimo pred 15 leti, ko je bila tista grozna finančna kriza, ne? Tisti mladi, ki so takrat vstopali na trg dela, so imeli res izzive. Pač v bistvu brezposelnost je bila zelo visoka, tako splošna kot med mladimi, bilo je malo prostih del. A danes je situacija na trgu dela drugačna. Imamo nižjo brezposelnost, kar se to meri, ne, v Republiki Sloveniji, hkrati tudi primerjalno z Evropo, smo med najboljšimi, torej imamo najnižje ravni brezposelnosti, tako splošne, kot tudi med mladimi, tako da priložnosti je po tej strani več. In pač dejansko lahko izbirajo tudi pri recimo počitniškem delu, pri študentskem delu. Če najdejo eno delo, pa jim recimo ne ustreza, dejansko lahko najdejo drugo delo. Medtem ko pred 10 leti to praktično je bilo težje, ne? Je pa seveda to zelo pogojeno seveda s tem, z njihovo smerjo šolanja. Pač seveda ki je IT-ovc, programerka, veliko lažje najde službo kjerkoli, ne, kot pa nekdo, ki študira nekaj, kar ni tako deficitarno, česar se ne potrebuje ali pa se za to šola. A hkrati pa tudi regijsko pogojeno. Mladoskop.
Absolutno je drugače, če gledamo, koliko je razpisanih prostih delovnih mest, ne vem, v Črni na Koroškem ali pa v centru Ljubljane, ne. Tako da to vsekakor. Hkrati pa tudi opažamo pri našem delu na študentskem servisu, kar se tiče počitniških dela, ne, da težje delo najdejo recimo mladoletni, ker jim delodajalci ne dajo toliko priložnosti kot tistim, ki so mogoče že 18, ne. Tako da seveda je to raznoliko, ne. V čem je tudi ta glavna težava? Zdaj se nekoliko že opazamo to majhno ohlajanje gospodarstva, so že določena podjetja majčkeno v težavah, tu se pa še ne pozna na trgu dela, da bi bila večja brezposelnost, zaradi česa? Ker so tako manjše generacije, zaradi demografije. Ta generacija, ki se zdaj upokojuje, je veliko večja od generacije, ki se je rodila. Recimo lani se je rodilo manj kot 17,000 otrok. V pokoj pa jih odhaja generacija, ki je prek 30,000 obsega, ne. Tako da tule se ta manko na trgu dela res pozna in to vidimo tako, ne vem, v zdravstvu, v šolstvu, kjer se v bistvu upokojujejo zdaj velike generacije in še v prihodnjih letih bo res izziv samo nadomestiti vse te, ki se bojo upokojili z mladimi. Tudi če vse mlade danes zaposlimo, jih je pač premalo, a ne. To se rešuje na rednem trgu dela pri rednih zaposlitvah s tujci, a ne. 16% vseh zaposlenih v Sloveniji na trgu dela že predstavlja tuji državljani, a ne. Seveda jih je največ iz držav naše bivše skupne države, a ne. Pri dijakih pa študentih je tudi pač dobršen del v bistvu tisti, ki so prišli na primer iz Bosne, Črne Gore, iz Srbije, pa se tukaj šolajo ali v srednji šoli ali na fakulteti. Tukaj se spreminjajo stvari, imeli pa bomo dolgoročno res demografske težave, a ne. Tudi OECD na primer napoveduje, da bo do leta 2060 znotraj cele Evropske unije 10% manj delovno sposobnih ljudi. To so tisti od 20 do 65, ko so sposobni delati, a ne. Zdaj, če je to minus 10% na ravni Evropske unije, v Sloveniji kaže veliko slabše, so napovedi minus 27%. To je skoraj tretjina, a ne. Tudi tukaj bomo imeli dolgoročne izzive. In včasih se pač kjer od delodajalcev reče, joj, te mladi kakšni so, jaz jih sploh ne bom več zaposloval. Ja, koga pa, ne? Moramo se vsi prilagoditi in pa tudi vedeti, da pač ta generacija mladih, z mojega vidika je pač čudovita generacija mladih. So energični, imajo motivacijo, upajo si iskreno povedati, kaj si mislijo, kar ni slabo, ne? Ker to pomeni, da se lahko izboljšamo v procesih, tudi na delovnem mestu. Včasih se pa vidi to pomanjkanje, čemur bi rekla v bistvu vzgoja od doma, ne? Ko morajo delodajalci biti tisti, ki nekatere mlade, seveda ne moramo posploševati na generacijo, morajo naučiti, da se, ne vem, stranko pozdravi, kakšen je vljuden pozdrav. Te neke osnove bontona, ki pač bi dejansko jih mogli mladi prenesti že v doma. Tako da tukaj tisti, ki to očitajo mladim, večinoma rečemo, ja pa sej, mi smo njihovi starši, a ne? Mi smo jih vzgojili, takšni so, kot smo jih vzgojili, a ne? Mladoskop. Zdaj pa, kakšni so v tem smislu, kaj recimo delodajalci povedo o mladih? Tudi smo delali raziskave, delamo z 17,000 različnimi delodajalci vsako leto iz cele Slovenije, v različnih panogah od gospodarstva, javne uprave, nevladnih organizacij. In recimo, kje vidijo njihove pluse, pa kje vidijo minuse. A delodajalci, kaj pravijo, da so pozitivne lastnosti pri teh generacij mladih? Absolutno to njihovo znanje, informacijsko-komunikacijske tehnologije, veliko lažje se naučijo česarkoli, nekih aplikacij na računalniku, na telefonu, ker jim je to enostavno bolj blizu, a ne? Tudi sodobnih tehnologij, to je njihova močna točka, tudi pripravljenost na učenje, ker pač dejansko so še v procesu šolanja, so navajeni se ves čas učiti, ne, to vse življenjsko učenje je njim logično, a ne. Pol tudi pohvalijo dobro znanje tujih jezikov in to, da imajo še vso to energijo, zagon, motivacijo, a ne. A potem tudi iskrenost, ta direkten odziv, da si upajo povedati, kaj je, bolj sprejemajo različnost včasih od ostalih generacij, seveda spet odvisno, a ne, znotraj populacije, da so pripravljeni na spremembe, in pa da prinašajo neka novejša znanja iz šol, fakultet in pa tudi ta skrb za družbeno nasplošno okolje. Zdaj, ki pa vidijo tiste glavne izzive, pomanjkanje delovnih navad, kar pač seveda, če si star od 15 do, ne vem, 25, seveda jih ne moreš imeti to kot nekdo starejši, absolutno, a ne. Potem tudi to, da imajo kar visoka pričakovanja glede plače,
glede napredovanja, ne vem, že pridejo na prvi razgovor za delo v smislu, kje bom jaz čez 1 leto? A bom imel večjo plačo, bom imel boljši naziv? V tem smislu, da včasih, tako kot vsaka generacija mladih, nekoliko precenjujejo svoje znanje pa sposobnosti, včasih rečejo, da so nesamostojni pri delu, neresni v tem smislu, pač pričakujejo, da se bojo podjetja kar vsem pač prilagajala njihovim željam. Je pa res več izkušenj, ki mladi imajo, lažje jim je na trgu dela, In po naših izkušnjah, ki delamo že 30 let, res vsako generacijo mladih, tudi s to generacijo imamo pozitivne izkušnje. In kar 62% mladih se redno zaposli pri enem izmed delodajalcev, kjer so prej opravljali študentsko delo, torej takoj, ko končajo šolo. Kar pomeni, da so tudi delodajalci zadovoljni z njimi. Je pa potrebno mogoče majčkeno več vložiti energije, tudi strani delodajalca, da ne sem rečel, tukaj si v službi, zdaj pa deli, ampak da si vzamejo na začetku čas, da jih naučijo, uvajajo, da so mentori, to tudi mladi si želijo in taki mladi so praviloma bolj zadovoljni, tudi delodajalci kasneje in tukaj ostanejo pol tudi dolgoročno v smislu rednih zaposlitev v podjetjih. Mladoskop. Mi že par let pač upravljamo vsako leto to anketo Mladi in trg dela. Letos nam je kar 7523 mladih odgovorilo, dijakov pa študentov, in smo jih vprašali, kaj je tisto, kaj pa vi pričakujete od delodajalca. Torej, ko se boste prvič redno zaposlili, kaj si želite, In zanimivo, recimo na prvem mestu je možnost napredovanja. Daleč na prvem mestu. Torej, oni si želijo rast, si želijo napredovati, videti neko prihodnost tule. Na drugem mestu varnost zaposlitve. To je še vedno, si želijo pač torej pogodbo za nedoločen čas, ker vemo, da to olajša razmišljanje o družini, o osnovanju družine, razmišljanje o tem pač tudi reševanje stanovanjskega problema, Možnost kredita. Absolutno. Tako da to vsekakor. Hkrati pa lahko pogledamo SURS-ove podatke od Statističnega urada, koliko mladih pa dobi prvo pogodbo za nedoločen čas. Še par let nazaj je bilo večina pogodb med mladimi, okrog 3/4 za določen čas, torej ne za nedoločen. Zdaj recimo v zadnjih podatkih, ki jih je SURS objavil, pa se že pozna, da se vidi to, da delodajalci res rabijo mlade in da je ta trend se nekoliko obrnil. Mislim, da je nekje okrog 68%, torej je upadlo iz 75 nižje, torej da je več za nedoločen čas kot določen čas. A potem želijo absolutno dobre odnose, to tudi rečemo vsaka generacija, to, da lahko prilagajajo torej delo svojemu privatnemu življenju. Pa to ne pomeni nujno samo družine, nekateri še nimajo svojih otrok. Lahko to pomeni, da pač ima popoldne v 5 tenis in hoče iti na tenis, noče delati nadur, hoče imeti to fleksibilnost. Včasih tudi rečejo delodajalci, pa saj mi smo ful fleksibilni, saj mi tudi dovolimo prilagojen, fleksibilen delovnik. Pol pa mladi rečejo, ampak veste, jaz bi na primer delo ogromno ur, 8 mesecev, pa bi pa 4 mesece potoval po svetu. A je to možno? Ne nujno, ni nujno, da pač delodajalci sploh lahko to omogočijo, tudi zaradi zakonodaje, pa tudi nasplošno. A tudi želijo se recimo mladi dodatno izobraževati, to mentorstvo pa uvajanjem je strašno pomembno, možnost absolutno dela hibridnega, ne samo nadaljavo, ampak ravno to hibridno, malo na delovnem mestu, malo nadaljavo, tudi to, da ima delovnik višji smisel, da je družbeno odgovorno. Mladoskop. Meni osebno je pa tudi zelo zanimivo, kaj je pa tisto, kar mlade skrbi. Kaj so pa tiste neke skrbi, ki jih mladi postavljajo na prvo mesto. Pač to so te raziskave od Deloitta, od OECD-ja, kažejo, da mlade po celem svetu skrbijo življenjski stroški. Polovica mladih živi od plače do plače. Začetne plače vemo, da so nekoliko nižje od kasnejših, in če se želijo osamosvojiti, glih takrat rabijo več v bistvu, denarja. Potem mlade po svetu skrbi tudi brezposelnost in pa podnebne spremembe, duševno zdravje, pač zaradi vsega, kar se tako dogaja po svetu in kar se dogaja po spletu, če tako rečem. Tudi vplivi TikToka, Instagrama v smislu, da smo ves čas prisotni, so bolj anksiozna generacija z tega vidika, tudi iz tega, da imamo vse razne filtre, lepotne operacije, pritiske, da moramo biti vsi suhi, lepi in to vpliva na duševno zdravje mladih. Je pa zanimivo, da ko pa so spraševali recimo mlade v Sloveniji, ena raziskava je bila narejena na Univerzi v Mariboru, današnja Mladina 2024, kaj pa mlade v Sloveniji najbolj skrbi? Jih pa skrbi zdravstvo, jih skrbi pokojnina,
pokojninski sistem, stanovanjska problematika, pa tudi duševno zdravje in okolje. Ne. Tako da to so te stvari, ki oblikujejo v bistvu pač mlade. Ne. Včasih tudi strani delodajalcev slišimo, rečejo, ja, tako so neučakani, vse želijo takoj. Ja, a tudi zaradi tega oni so navajeni, da vse dobijo takoj, ne? In včasih delodajalci izgubijo kandidate že v tisti točki, ki jim nekaj časa ne odgovorijo, naprimer na poslano prošnjo, vlogo, ponudbo za delo, ne? Delodajalcu, recimo sploh pri študentskem delu, ki je izjemno dinamično, hitro, ne vem, oglas je objavljen ob 8 zjutraj, lahko se zgodi, da nekdo že pol ob 9 zjutraj, enkaj bolj hiter, agilen delodajalec pokliče kandidata, ob 10 lahko nekdo že dela, lahko že isti dan popoldne dobi zaslužek. To je res dinamično, ne? In včasih se zgodi, tudi seveda zaradi obremenjenosti kadrovskih stisk delodajalcev, da kandidatu, ne vem, 14 dni ne odgovorijo in ga zgubijo, ker on gre že nekam drugama, ne. Teda tudi to, ko reče nekdo, ja, saj smo odzivni, je z vidika nekoga, ki je star 40-50 let, lahko ta odzivnost v smislu, ja, pa saj sem mu v 3 tednih odgovoril, z vidika mladega je pa, 3 tedne, a ne, saj to je skoraj polovica poletnih počitnic, a ne, in je seveda si že vmes nekaj drugega, recimo, našel. Tako da tudi ta odzivnost je pomembna, tudi to se mi zdi, da je tudi pomembno z vidika delodajalcev, da to razumejo, a ne, a da se hitreje odzivajo, tudi če še ne morajo reči, tebe smo zbrali, da se rečejo, ok, hvala, smo dobili tvojo prijavo na delovno mesto, lahko pričakuješ, da bomo, ne vem, v sredo naslednji teden imeli prvi krog razgovor, recimo v tem smislu, da dajo neko povratno informacijo, ker to je tudi tisto, kar so mladi rekli, da njih najbolj zmoti in da recimo tudi kasneje se ne bi prijavili na delovno mesto k nekomu, ki jim že tudi, ne vem, ali za prakso, ali za dijaško delo, za študentsko delo, za seminarsko nalogo ni odgovoril na maila, ne. To bi rekla, da tudi velja nasplošno za vse generacije. Pač v zakonu o delovnih razmerjih sicer piše, da pač mora delodajalec po končanem zaposlitvenem postopku obvestiti neizbrane kandidate. Po študentskem delu sicer to ni zabeleženo, ni zapisano v zakonodaji, vidimo pa, da se trend kar obrača, da delodajalci poskušajo čim več obveščati, tudi tu jim pač servisi sledimo s tem, da, ne vem, pri nas imamo ta gumb, ki lahko z enim gumbom obvestiš tistega, ki je bil zbran, pa vse ostale prijavljene, da niso bili, ravno zaradi tega, ker so mladi rekli, a veste, to nas pa res moti in jih čist razumem. Tudi nas vse bi to zmotilo, a ne. Teda tukaj vidim, da se tisti, ki res sledijo trendom, ki se trudijo pridobiti kandidate, da se res trudijo, ne, da grejo v korak z mladimi. Mladoskop. Hvala lepa za te široko predstavljene mednarodne raziskave o generaciji Z v povezavi s trgom dela. Zakaj pride včasih do šuma? Ko pravite, v anketah so se mladi izrekli, mladi, ki stopajo na trg dela po končani izobrazbi, nekateri slišijo, imate previsoko izobrazbo, žal vas ne moremo zaposliti, drugi rečejo, gremo v iskanje dela, ampak nekaj piše, dejansko odprta mesta so drugačna, tu se statistika lahko razlikuje. Kje so največji ti šumi? Mladi se ne strinjajo, da je veliko delovnih mest, da je pomanjkanje delovne sile, oni pa v iskanju ne najdejo pravega zase delovnega mesta. Ja, včasih izhaja iz tega, da mladi, naprimer, grejo na nekaj spletnih strani ali zavoda za zaposlovanje ali študentskih servisov ali različnih kadrovskih portalov zaposlitvenih, ne najdejo takega delovnega mesta, naprimer v enem kraju, zdaj če rečem, v Celju za delovno mesto, ne vem, cvetličarja, zdaj sem si namislila, ne, in porečejo, torej tega delovnega mesta ni. To, če ni oglas objavljen, ne pomeni, da tega delovnega mesta ni, a ne. Še vedno jim priporočam, da grejo na spletne strani podjetij, da pogledajo, naprimer v tem primeru cvetličarji v Celju, kjer obstajajo, da jih kar kontaktirajo, ali da pokličejo, ali da napišejo mail, ali da se celo sprehodijo do tja. Torej, ni nujno pač, da oglasa mogoče danes ni, ampak mogoče pa vseeno iščejo nekoga, ali pa vedo, naša cvetličarka se bo upokojila drugo leto, ali pa ne vem,
decembra nismo še dali oglasa, ampak bomo pa res potrebovali takrat, ali pa ne vem, nekdo gre v porodniško, nekdo, ne vem, odprli bomo še eno podružnico cvetličarne, pa bomo potrebovali, ne, v tem smislu, da ni nujno, da so vsa delovna mesta objavljena, ne, pa tudi ni nujno, da ravno takrat, ko oni iščejo. Sploh recimo pri študentskem delu je velika razlika ponudba povpraševanje v smislu časovnice. Torej vsi dijaki pa študenti bi radi delali poleti, ko imajo takrat čas, če so bili pridni, da so izpite naredili, imajo prosto, torej lahko julij, avgust, tudi september študenti, a ne, a dijaki recimo, torej julij, avgust. Delodajalci pa ni nujno, da ravno takrat iščejo. Mislim, iščejo pa imajo potrebe lahko, ne vem, decembra, ne, ali pa imajo potrebo tudi, ne vem, februarja, ko se pa učijo za izpite, a ne. Vse študenti so lahko fleksibilni. Ja, pa tule bi mogoče mlade opozorila na to, da kadar pišejo, naj se spomnajo vsega, kar so se učili pri slovenščini. Zdaj imajo tudi različna orodja od umetne inteligence, ki jim lahko zelo polepšajo njihove maile, a ne. Včasih se vidi, da so res lepo napisani. Moram pa priznati, da iz naših izkušenj komunikacije res velikokrat vidimo, da so maili brez naslova maila, brez pozdrava, brez podpisa, ž, ker je na telefonu napisano, niso izpisani, piše CSZ, ne. Tako da tukaj bi rekla, da to je pomembno. To je prvi vtis, je komunikacija. Te stvari je dobro, da imajo mladi v mislih, ker s tem že dajo nek vtis o tem, kakšni so kot kandidati za delo, kakšni bojo na delu. Da tole bi jih kar pozvala, da pač so tudi pozorni pri tej komunikaciji, da so prijazni, tudi po telefonu, da pozdravijo, da dajo roko, te neke osnovne stvari. Skop. Je še kaj zelo ključnega, doktorica Vesna Milošević Zupančič, ko se pogovarjava o trgu dela in pa za mlade izpostavljava generacijo Z, ki zdaj vstopa, ki je zdaj najbolj aktualna, ki je tudi generacija naše prihodnosti. Govoriva tudi o tistih, ki po zaključeni izobrazbi zdaj šele vstopajo na trg dela, tudi te vključujeva, kaj ne? Tako. Pokaj vse na študentski servis. Ja, pri nas predvsem lahko dobijo vse informacije o tem, kako delati, kakšna so pravila, kakšna je zakonodaja, kje lahko najdejo prosta dela. Bi pa rekla, da zdaj je predvsem ta čas, zdaj bo september, ne, oktober, ko bojo predvsem študenti, pa tudi dijaki, v bistvu nekateri zaključili in bo iskali prvo redno zaposlitev. Tako da tukaj pa bi jim rekla, da kar pogumno in pa da ne velja to, da kontaktiraš samo enega in potem čakaš, kaj bo, ampak da res si čim bolj angažiran, čim bolj aktiven in da čim bolj skrajšaš ta del iskanja službe, torej to časovnico, da čim več delodajalcev čim prej kontaktiraš, da si narediš nek seznam, kje bi si želel delati, kaj je sprejemljivo, v kaki razdalji tudi iščeš službo od doma, v katerih branžah, pri kakšnih delodajalcih. In tukaj se pokaže, da je študentsko delo ta most iz izobraževanja na trg dela, da tisti, ki so preizkusili več del, so že lahko našli svojega delodajalca znotraj tega počitniškega študentskega dela in se bojo zdaj, ko bojo diplomirali, enostavno samo zaposlili. Mladoskop. Če ima kdo zadržke, ne stopi zlahka na trg dela, še kakšna spodbuda ob sklepu? Da se bo tudi za njega zagotovo našlo delo, ker zdaj se res pač še vedno zaradi demografije išče, da pa je treba biti proaktiven in tudi vztrajen. Ne, če nekaj prvi dan ni okej, kar iti, tudi in pri rednih delovnih razmerih in pri katerihkoli delih v resnici pač traja nekaj časa, da se naučimo, a ne. Nekaj smo se že v šoli naučili, vsekakor pa bo na delovnem mestu še eno konkretno dodatno učenje za vse, ki vstopajo prvič. In tudi tisti, ki imajo visoko izobrazbo, naj pač sprejmejo tudi ta počasni tok rasti. Naj se včasih odločijo za morda delovno mesto, ki ni tesno povezano sicer z njihovimi zanimanji, tudi tu je verjetno kar veliko razgovorov. Ja, pa spodbud na vaši strani, ne? Ja, pa pozna se tudi ta razkorak med tem, kaj se potrebuje na trgu dela v Sloveniji, pa kaj imamo v izobrazbeni strukturi, ne. Katerih kadrov je veliko preveč in pomanjkanje na nas. Tukaj moramo vedeti, da je še vedno dosti industrijska država v tem smislu, da se pri rednih zaposlitev. Škoda, ker nismo tako hitro odzivni. Ja, tukaj se pozna, da mogoče
iz vseh izobrazbenih smeri ni nujno, da bodo našli prvo redno zaposlitev tudi v smeri tega, za kar so se šolali. Ali sploh do konca življenja, da pač ne bo mesta zanje. Je pa to zelo fluidno, ne? Kariere so veliko bolj fluidne, če so še naši stari starši vstopili v trg dela in so bili, 40 let pri enem delodajalcu na enem delovnem mestu, to danes definitivno ne bo tako. Kažejo raziskave, da bojo mladi zamenjali več karier, ne samo delovnih mest, tudi da bojo spremenili čisto smer in vidimo vse, kar prihaja z umetno inteligenco, z digitalizacijo, da bomo vsi se mogli celo življenje učiti, prilagajati, ker so te spremembe hitre in že vsi imamo že danes drugačna delovna mesta, tudi če smo na enakem, tako rečeno, delovnem mestu, zaradi vseh teh sprememb, ki se dogajajo. Mladoskop. Je pa generacija, pravite, vas navdušuje. Ja, jaz imam pozitivne izkušnje z njimi, tudi tisti, ki, tudi če so na začetku še neoblikovani, če tako rečem, s tem, ko imajo več delovnih izkušenj, so vedno bolj upeljani v te delovne procese. In tudi morda tako v navednicah, ta grobost v bontonu, vsega se priučijo, če imajo dobrega mentorja. Res je. In teh si želijo. In pa tudi tega, da pač se tudi moramo vedeti, da se moramo mi od njih učiti, enako kot se oni učijo od nas. Ok, mi jim lahko neko strokovno znanje povemo, hkrati pa oni vidijo svet čisto drugačen, vidijo trende drugačne, ne? In včasih kdo reče, ja, to že 30 let tako delamo v našem podjetju. Ja, to ne pomeni, da je to v redu, ne? Pa lahko ena mlada oseba reče, a veste, to lahko z 2 kliki naredite, ne rabite z 10, pa nam prihrane dolgoročno ogromno časa. A ravno zadnjič je bila ena anekdota, ki je ena mlada oseba zapisala, da jo je pač starejša sodelavka uvajala na delovno mesto in potem jo je vprašala, kako se pač spremeni, da je pokazala, kako se spremeni verzijo Worda v PDF, pa je rekla, veš, to greš sprintati in potem skeniraš. In ta mlada oseba je ostala brez besed, rekla, oprostite, kaj? A veste, da lahko date spremenitev PDF na dokumentu? A ja, to pa ne. Torej, tukaj so razlike. Kdo koga uči. Kdo koga uči, ja. Bodimo odprti, gre za vzajemnost, za sodelovanje. Če to vzameš kot nek zabaven pristop, te lahko še bolj poveže in združi medgeneracijsko. No, tega si pač želimo. Doktorica Vesna Milošević Zupančič, hvala lepa za osnovni oris generacije Z, ki zdaj vstopa konkretno z zelo velikimi koraki na trg dela. Se želimo, da bi našli vsak svoje delovno mesto, kjer bi se izpopolnil, kjer bi bil zadovoljen, v obojestransko korist. Je pa res, kot ste rekli, ne čakajmo samo na odprto javno delovno mesto, ampak bodimo angažirani. Pristopimo do delodajalcev, ki bi radi gradili svojo kariero. Bodimo tudi sami proaktivni. Hkrati pa naj delodajalci bodo odprti do mladih. Ne vejo, da so to naši mladi edini, ki jih imamo in da jih probamo zadržati pri nas v Sloveniji, da ostanejo tukaj, ker bojo kadrovske vrzeli vedno večje in demografska situacija se slabša. Mladoskop. Strokovno direktorico študentskega servisa smo imeli v gosteh. Pogovarjali smo se z doktorico Vesno Milošević Zupančič o tako imenovani generaciji Z. To so mladi, ki zdaj stopajo na trg dela, torej ne samo o študentskih in dijaških delih. Govorili smo nasploh tudi o teh mladih, ki so zdaj že izobraženi in ki stopajo na trg dela. Sreča vzajemno vam kot tistim, ki bodo iskali in upam, da tudi našli svoje delo. Hvala za pogovor. Hvala za povabilo. Na dostna frekvenca.